Pixelpoint 2025 prinaša, odpira četrti prostor in išče resonančne resničnosti v njem. To je moto, ki smo ga postavili skupaj z še tremi sokuratorjema. Torej, prostor, v katerem se skušamo odpočiti od tehnofeudalnih pritiskov in pospeševanj, se posvetiti drug drugemu, vrniti telo v fizični prostor, v interakcije z drugimi telesi, četudi skozi umetniška dela, performanse, koncerte, happeninge, simpozij. V tem prostoru mi verjamemo, da lahko v takšnem letu, ki je priča seveda polikrizam, ekološkim, moralnim, vojnam in vsem ostalem, sodobna umetnost ali pa sodobne umetniške prakse prispevajo ravno te alternativne, boljše, ne samo vizije ali pa boljša vprašanja, od katerih se itak kapitalistična mašinerija zmeraj napaja in pravzaprav preraja, ampak enostavno postavimo drugo resničnost. To je ta četrti prostor, ki ga ponudimo kot alternativo ali pa nadaljevanje tretjega prostora. Če se spomnimo, tam v 60-ih, 70-ih letih smo začeli po drugi svetovni vojni verjeti, da bosta umetnost in znanost tisti opori, na katerih bomo lahko zgradili svoje popoldansko prostočasje, se tam družili, uživali v umetnosti, kulturi, znanosti in postajali boljša družba, med sabo prijaznejši in boljši ljudje. No, to se je očitno pod vsakovrstnimi pritiski, verjetno predvsem danes tehnokapitalizma, že zdavnaj sesulo v prah. Zato postavljamo in predlagamo četrti prostor. Tega smo si v letošnjem Pixelpointu, seveda ukvirjenem v Evropsko prestolnico kulture, Nove Gorice in Gorice, zamislili večfazno, večprostorsko, somestno, pripeljali skupaj različne skupnosti, skupine od blizu in daleč, predvsem se osredotočili na somestje, Gorice in Nove Gorice, hkrati pa so omenjeni kuratorica in oba kuratorja nekako iz bližnje, tudi daljne soseščine povezane z izročilom Evropske prestolnice kulture. Francesco Scarel prihaja iz Trsta in je zelo aktiven v tem goriškem območju, Furlanija Julijska krajina, od tam tako prihaja precej zanimivih avtoric in avtorjev. Katarina Podobnik iz Rijeke pripelje Hrvaške, zanimive, mlade pozicije, glasove iz sodobnih umetniških praks. Benjamin Gruner pa iz Chemnitza, iz nemškega Chemnitza, ki je tudi letos Evropska prestolnica kulture in od tam ponuja nekaj zanimivih, svežih imen iz sveta umetnosti in širše. Prizorišča so skoraj premnoga. Katere so ključne lokacije? Poleg mestne galerije Nova Gorica, v kateri snemamo in je nekako osrednje prizorišče, je pomembno prizorišče še Excenter, ki ne samo v galeriji, ampak v celotnem prostoru predstavlja še 6 umetniških del. Galerija The Circle je čezmejni partner letos na Raštelu, na Via Rastello, predstavlja delo Sibile Neumayer in Juana Duartea Regina na temo atmosfero, da se neposredno ukvarjata z novimi resničnostmi podnebja, atmosfere kot koncepta in človekovega sodelovanja z naravo. Malce dol po Raštelu je šele za Pixelpoint zares aktivirana zasebna galerija s čudovitim sodelovalnim projektom koprodukciji festivala The Thinkable, festivala novih oziroma transformativnih ekonomij ter festivala tekstilne umetnosti Bien, postavitev večjih avtoric in avtorjev na temo svile, tako preteklosti kot prihodnosti in pravih, večinoma ekofeminističnih vprašanj na temo svile v galeriji Raštelje 6. Če se zdajle vrnemo na slovensko stran, so tukaj nadaljne lokacije Carinarnica, torej prav na mejnem prehodu, ki gosti delo Gilda Bavčevića,
ki med principom 3 in 2, torej nekako srbskimi in hrvaškimi nacionalističnimi simboli, išče nov, boljši prostor. Z malo nostalgije in s kar precej vizije za naprej. V galeriji Tir, ki je del Mostovne, se predstavlja študentska razstava. Študenti in študentke prihajajo iz 7 držav. Kurirana je tako s strani Katarine Podobnik kot našega študentskega kuratorja Gašperja Rebernika. Predstavlja študentske, umetniške poglede in prispevke na temo resonančnih resničnosti v 4. prostoru. Še malce proti severu, že na meji samega mesta Nove Gorice v Solkanu, je še ena taka odklenjena lokacija. Bivša upravna stavba SIA, Solkanske industrije Apna, kjer se predstavljajo Plaza Protokol, koprodukcija z Šum in z zavodom Projekta Tol. Mislim, da predstavi eno zares prepričljivo intervencijo v vsa 3 nadstropja te pozabljene, pravzaprav zapuščene stavbe, ki je napolnjena s tako svežimi, sodobnimi kiparskimi deli, kot tudi intermedijskimi intervencijami, tako znotraj kot zunaj. Ištvan Išthuzjan je celo izvedel luknjo skozi celotno stavbo. Če se vrnemo v mestno galerijo, v to okroglo podzemlje, okoli nas najdemo 6 umetniških del. Vsa so tako tematsko, nekatera pa celo konkretno, frekvenčno, fizično povezana. Radiotrofno zatočišče Saše Spačal in Marka Vivoda ter Luke Murovca predstavi, kako radiotrofne gobe, torej tiste gobe, ki se hranijo in rastejo šele z radioaktivnim sevanjem, delajo za nas. Lahko nam nudijo zatočišče, gre sicer samo za element bodočega, spekulativnega, pa vendarle, mislim, da precej pripravnega igluja ali zatočišča, pod katerim se lahko ljudje skrijemo pred še kako aktualno možnostjo radioaktivnega sevanja, čeprav je delo nastalo še pred prenasičenimi diskurzi nuklearnih spopadov. Tu je spet narava, ki nas bo verjetno reševala, čeprav še tako slabo delamo z njo. Podobno se v naravo postavlja Ivana Tkalčič, ki se na svojih fotografskih intervencijah performativno bojuje z vesoljsko folijo, prikaže pa tudi nekaj trenutkov iz bodočega centra vesoljskih tehnologij v Sisku, ki se je menda kot mesto, kot skupnost odločilo, da se ne bo ukvarjalo z svojo postkapitalistično revščino, ampak bo kar šlo direktno v vesolje, kar ona seveda zapopade deloma humoristično, deloma resno. V soboto je pa imela tukaj z otroci eno tako joga vajo za bodoče astronautke in astronaute v vesolju. Še ena hrvaška avtorica, Monika Milas, se s tole precej pretresljivo intervencijo iz rabljenih polietilenskih oziroma PVC vrečk postavlja v prostor na način, ki morda daje slutiti, da vse ni tako v redu, vendar pa je točno nad njo črna pika IP Group, ki nas pomiri s svojimi vibracijami med 8 in 20 kiloherci. Naslov dela Monike Milas je sicer Lojtra, nič, 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 nič. V ozadju vidimo delo Dmitrija Morozova, ki z Geigerjevim števcem prisluhne radiacijski situaciji v prostoru, prisluhne celemu prostoru, se nanj odziva zvočno in kinetično, tako kot se na prostor in seveda tudi na pravkar omenjeno instalacijo odzivajo The Rogues. To so pa eni taki, danes bi se reklo, nevronestandardni subjekti, 3 roboti, zgrajeni iz
že uporabljenih računalniških komponent, odpadnih kablov, procesorjev, tudi kakšen kamen se najde med njimi, pa košček posušene ali okamenjene narave, nekaj starega železja, ampak ti trije kibernetski subjekti poslušajo drug drugega, poslušajo pravkar tudi mene, mrmrajo, piskajo, mogoče se bodo odzvali sicer bolj in mežikajo v to precej nejasno prihodnost. Prisluhnejo pa tudi tretji zvočni instalaciji v Mestni galeriji, in sicer ta je od Felixa Deufla. Gre za prisluh vrtanja lubadarjev pod skorjo smrek. Iz smrečja je skuhal smolo, smola postopoma kaplja na vročo ploščo, širi dišave, vonjave, sicer borovine, zato ker Felixu ni uspelo priti dovolj visoko, da bi dobil pravo smrečje, je vzel borovje in s tem gradi eno tako algoritmično zvočno pokrajino ob vstopu v samo galerijo. Kot zadnje delo, ki zarisuje nadaljnjo varianto četrtega prostora, omenim Enrika Tucija, ki se ukvarja z tatuji, dobljenimi v jugoslovanski ljudski armadi, daljnih let 63, 67, ki pa so ostali na rokah. Iz lastnikov teh tatujev in rok je izvabil zanimive zgodbe, jih med seboj prekrižal in te roke položil na posamezne podlage, ki seveda vstopajo v nek zgodovinski tetralog v tej postavitvi zgolj štirih. Enrico Tuci omeni, da so za njega tatuji kot nekakšni telesni grafiti, saj se pravzaprav nosijo v javnosti. Tukaj imamo na primer en tatu, ki ima hkrati vtetovirano sidro, mornarica, planiko, slovenstvo in krščanski križ. To so osnovni parametri del. Nad nami je seveda še rotunda Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica, v kateri se predstavljajo IP Group s svojo postavitvijo, prostorsko specifičnim delom Subharmonic, torej harmonije pod 20 herci, nekako post-malevičevsko s črnim krogom, ne kvadratom, prenavljajo tole prezanimivo arhitekturo in vsak dan zbirajo precej ljudi za precej časa, strmeč v veliko črno piko. V Ekscentru so postavljena še dela Vitarja Drinkovića, spet mlajšega hrvaškega avtorja, ki na en tak zelo igriv in igričarski način reflektira pozicijo umetnika, torej sebe samega v neki spekulativni računalniški igri, ki ne vodi nikamor, z naslovom Dopust oziroma odmor, skuša v svoji lastni igrici počivati, zbira denar in podobno. V še eni instalaciji, ki je ponujena zraven, izpred 10 let, pa nas skuša umiriti v dihanju, oziroma nam skuša pomagati, da umirimo svoje lastno dihanje, medtem ko lahko v tretjem delu tiste postavitve vendarle užijemo navidezno resničnost njegove igričarske, umetniške izkušnje skozi lastni telefon. V Ekscentru se predstavlja še Astrotop X, kjer smo sodelovali z Dorotejo Dolinšek, Necom Trampužem in Andrejo Gomboc ter vrsto drugih zanimivih partnerjev. V kraško postpožarno okolje smo šli poslušati rastline ali kar je od njih ostalo ali znova ostalo in se jim odločili ponuditi medzvezdno kapsulo. Če ne znamo paziti na ta naš planet, bomo pa rastline vprašali, naj samodejno povedo,
kam, na kateri eksoplanet, torej planet s podobnimi lastnostmi kot Zemlja, bi se preselile in sedaj ta kapsula v dodelavi Doroteje Dolinšek, torej že v drugi fazi, omogoča rastlinam samim, da najdejo tisti eksoplanet, na katerega bi seveda morda lahko potovale. Ustrezni eksoplaneti, označeni z zeleno piko na zaslonu, tam so izjemno redki in so večinoma med 3 in 5 tisoč svetlobnih let stran. V naslednjem koraku projekta se bomo verjetno ukvarjali s tem, kako pravzaprav zares spraviti rastline tja, vsekakor pa jim ta kapsula nudi neko avtonomno možnost iskanja boljše prihodnosti drugje, v nekem drugem prostoru. V Excentru se sicer predstavlja še Pindiara di Benedetto z svojim kubističnim AI mozaikom človeških obrazov, ki ga lahko igrate z dotikanjem kamnov na posebnem vmesniku. V zgornjem nadstropju pa sta še videa, pravkar nagrajeni video Dore Ramljak, Radial Drift, ki predstavlja presnovne procese, posnete v neodpuščajoči neonski svetlobi laboratorijev in filtracijskih obratov za vodo in druge tekočine, ki jo skušamo na vse pretege prečistiti. Same te dolgotrajne procese pa pozabljamo v smislu nekega tehnološkega določanja, porabe energije in podobnega. Brianna Leatherbury na drugi strani te sopostavitve obeh videov v Excentru pa razmišlja o tem, kako in zakaj se nizozemska vlada želi ločiti od, torej prodati nekatere nepremičnine, kaj je v njih ostalo glede spominov, glede arhitekturnih ali pa tudi umetniških potencialov in pa seveda na kak način so lahko razumljeni kot živi. V ta namen v njih umešča vlažilnike zraka, ki so sicer značilni za rastlinjake. Mislim, da sem omenil vse, česar nisem, najdete na www.pixelpoint.org v našem bogatem katalogu, spletni strani in pa seveda tem zelo dragocenem videozapisu, na katerega se lepo zahvaljujem v imenu Pixelpointa in vsaj še 3 sokuratorjev.